Lani so pristojne službe obravnavale 130 primerov, ko so psi dokazano ugriznili drugega psa ali človeka, predlani je bilo teh primerov 114. Trend v zadnjih letih nekoliko upada, čeprav je pri nas psov iz leta v leto več. Okoliščine teh dogodkov so seveda zelo različne. Ponavadi psi napadajo zaradi strahu ali neprimernega ravnanja z njimi, pa tudi zaradi slabe socializacije in neprimerne vzgoje. Priznani slovenski kinolog, dolgoletni inštruktor policijskih psov Jože Vidic meni, da ne obstajajo smrtno nevarne pasme psov. Obstajajo le večji in manjši psi, ki so jih vzredili za različne namene. So pa seveda takšni, ki utegnejo biti nevarno v določenih okoliščinah, ko pride do določene spodbude. Lahko je to recimo, da bo branil pes svoj teritorij. To se je zgodilo, poznamo zgodbo iz okolice Kamnika, ko je v bistvu pes na verigi branil svoj teritorij, pa se mu je otrok preveč približal, in je seveda napadel, ker psi imajo tako imenovano teritorialno vedenje. To ima velika večina psov. Bom rekel, kar skoraj vsi psi, da tujega človeka pustijo do določene bližine, potem pa reagirajo ali z napadom ali pa da se sami umaknejo. To je pač odvisno, kakšen je pes. Tako da bi rekel, smrtno nevarnih psov, to so res izjemni primeri. So pa seveda okoliščine, kot ste omenili, take, ki lahko privedejo do napadalnega vedenja psa. Poleg tega se ponavadi drugače obnašajo v krdelu, kot bi se obnašali kot posamezniki. Ja, seveda, dva psa sta že krdelo v bistvu. Če ves čas živita skupaj, če bo en ogrožen, se bo zelo verjetno počutil ogroženega tudi drugi in bo reagiral. Imeti več psov, zlasti večjih psov, to poznamo iz preteklosti, je lahko zelo nevarno. Nasploh pa vemo, da največ ugrizov je to, da domači pes ugrizne nekoga od domačih. Celo je do skrbnika utegne biti napadalen. To niso tako redki primeri, ko je potem potrebna prevzgoja, ali pa celo, jaz vedno pravim, če je otroku nevaren pes. Torej domač pes nevaren domačemu otroku, če kaže do njega napadalno vedenje, je najboljša, pa smo rekel tudi edina rešitev, da gre pes od hiše. V Sloveniji je registriranih okoli 250 tisoč psov, delež konfliktov na leto pa je zelo majhen. Psov, ki so napadli druge pse ali ljudi, je le okoli 0,5 promila ali 0,05%. Vse konfliktne dogodke med psi in ljudmi spremljajo na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tam aktualnega primera smrti starejše ženske v Mariboru ne komentirajo, kot tudi ne, zakaj so po odvzemu nevarnih psov le-te v družino vrnili. Je pa Urška Kos iz sektorja za zdravje in dobrobit živali pojasnila, kako naša zakonodaja opredeljuje nevarne pse. Slovenska zakonodaja opredeljuje nevarnega psa kot psa, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti ali kaže napadalno vedenje do človeka ali pa je že ugriznil človeka ali žival. Skratka, v slovenski zakonodaji imamo v bistvu nek pogled na to, na individualno obravnavo psa. Gre za sklop ukrepov v zakonodaji, ki promovira odgovorno lastništvo. Pes oziroma skrbnik mora poskrbeti za to, da njegov pes ne ogroža okolice, se pravi, da z vzgojo, šolanjem ali pa z drugimi ukrepi zagotovi, da pes ni nevaren okolici. Potem je dodatno neka zaščita, je obvezna uporaba povodca na javnih mestih in potem so še dodatni členi za vse, ki pa so že na enega od tistih 3 načinov, ko smo prej omenili, izkazali, da bi lahko ali pa da so že ogrožali okolico. In to je pač, da morajo biti pa v javnosti na povodcu z nagobčnikom, doma morajo biti za ograjo predpisane višine in da mora biti tudi znak, da so psi nevarni. Konec letošnjega maja je bilo v centralnem registru hišnih živali, kamor podatke vnašajo antirabične ambulante, veterinarske službe ali območni uradi Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, registriranih natanko 1773 psov s statusom nevaren, kar pomeni, da je teh psov v celotni populaciji okoli 0,6%. In kdaj tak pes sploh dobi status? To se vedno dodeli v
pravnem postopku, se pravi, ko inšpektor dobi neko informacijo, ali po uradni dolžnosti, ali gre za prijavo, se pravi, ali javi policija, ki je bila na dogodku, ali prijavi pač kdorkoli, ne. Potem odloči, ali bo pes dobil status nevaren, kar pomeni, da mora pač spoštovati vse tiste določbe, ki sem jih prej omenila, se pravi, povodec, nagobčnik, ograja, označitev. V primerih, ko pes povzroči posebno hude telesne poškodbe ali smrt človeka, je pa postopek nekoliko drugačen. V katerem primeru pa mora lastnik nevarnega psa opraviti obvezno šolanje psa? Ko pes dobi status nevaren pes, ne, se pravi, to je zdaj neka druga stopnja, se pravi, bolj odgovorno mora skrbnik zanj skrbeti in mora paziti, da ne bo spet ugriznil. Če se mu to zgodi, se pravi, da pes iz nekega razloga spet nekoga ugrizne, pa to ni posebno huda telesna poškodba ali smrt, potem mora iti pa na prešolanje. Tak pes do konca življenja ostane nevaren in do konca življenja, kljub prešolanju, mora nositi nagobčnik in povodec na javnih mestih. Program prevzgoje psov torej predpišejo psu, ki je potem, ko je dobil status nevarnega psa in je ponovno ogrožal okolico ali celo napadel drugega psa ali človeka. Žal se veliko lastnikov nevarnih psov za prevzgojo ne odloči, ker je draga in je cenejša in bolj priročna rešitev evtanazija. Programe prešolanja ta hip pri nas izvajajo le 3 posamezniki. Program prešolanja lahko pripravi kdorkoli, ki izpolnjuje določene pogoje. Ta program mora vsebovati pač nek načrt prevzgoje, izpit se mora tudi izvesti. V ta program so ponavadi vključeni kinologi, ki se ukvarjajo s tem področjem, potrdi ga pa uprava. Skratka, komisija, tle na upravi se imenuje komisija za ocenjevanje programa za prešolanje psov, nevarnih psov. Potem je pa pač javni poziv, na katerega se lahko javi kdorkoli, predloži program, se pogleda vsebina programa, ponavadi se povabi tudi te izvajalce na pogovor in potem se program potrdi in se zavedajo v nek seznam teh izvajalcev. Trenutno mislim, da imamo 3, smo jih že nekaj več, ampak se te šole zapirajo in super bi bilo, če bi bilo več teh šol, ampak trenutno pač nekega velikega zanimanja ni. Ena od teh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s prevzgojo psov, je inštruktorica in vodja pasje šole Bajka Alenka Klemenčič. Sama se je v dolgoletni karieri že ukvarjala tudi s psi, s katerimi je bila zaradi napadalnosti ali napačnih metod prevzgoje najboljša rešitev humana usmrtitev. Prešolanje je namreč dolgotrajen proces, ki traja vse 3 mesece, odvisen pa je od vsakega psa in tudi njegovega lastnika posebej. Z njo se je pogovarjala Veronika Gnezda. Skoraj 10 let je bila edina v Sloveniji, ki je uradno lahko prevzgajala nevarne pse. S svojimi programi pa je postavila tudi standarde za vzgojo psov v mestne sopotnike. Kot pravi, pa opaža, da prihajajo na uradno prevzgojo manj nevarni psi kot na prostovoljno. Kar je grozen paradoks, ker v uradno prevzgojo pridejo psi, kjer se je zgodil nek splet okoliščin. Pri nas imamo še vedno težavo, da ne ločimo med izzvanim in neizvanim ugrizom. Primer, 70-kilski pes hodi po cesti vsak dan, ker drugače ne more na sprehod in vsak dan se v njega zaletava en in isti mali kuža. Ker je pač lušten, da mali kuža laja in skače, ga lastnik ne ustavlja, velik kuža pa pač nekoč ima dovolj. Ne bo ga napadel, ampak ga bo samo ustavil ga bo pas, tako da ga bo paril in ustavil, ampak ker je razlika v moči in sili prevelika, zelo velikokrat pride do smrtnih primerov. Je res, da je velik pes kriv, da se je to zgodilo? Tehnično gledano, ja, on ga je ugriznil. Življenjsko gledano, pa če ta pes ne bi vsak dan skakal v njega, se to ne bi zgodilo, zato ker vsi drugi psi grejo lahko mirno mimo. In vesela sem, da se je lansko leto zgodilo, da sem uspela pomagati lastniku in predvsem psu, ker tukaj mi je šlo za psa, v 2 primerih, ko je pes dobil status nevarnega psa, ravno v podobnem primeru, da se na osnovi mojega mnenja, ko je pes bil testiran, ko je bil večkrat izpostavljen različnim psom, v bistvu status umaknil, ker pes ni bil nevaren.
O tem, da so nekatere pasme nevarnejše od drugih, pravi, da je imela v 30 letih 2 težja primera ugrizov, čivave in tibetanskega mastifa. In tudi jaz sem vedno zagovornik, da niso pasme tiste, ki so nevarne. Res je, da so pasme, ki imajo tendenco oziroma ki so lahko potencialno nevarne in bi mogle biti temu primerne potem tudi lastniki, tisti, ki bi se mogli zavedati, katero pasmo kupijo in zakaj jo kupijo. Ne? Lastniki so pač dali večji problem, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to kar nek družben problem priznati svojo napako, priznati, da v bistvu nečesa ne zmoremo. In to se pri psih pač kaže, ker tega ne moremo skriti. Ne? Plus tega se mi zdi pa, da je, saj ko mi kličejo, ko pride do napadov na njihove pse, čedalje več agresije v lastnikih, torej ne v psih, ampak v lastnikih napadalcev, ki v bistvu spotencirajo potem to vedenje. Ne? Mislim, žalosti me, da se ve recimo v okolici, kjer pes napada in ni napadel samo enega psa, ampak se bojijo lastnika in ne delajo prijav. Dejstvo je pa, da inšpekcija, če ni prijave, ne more nič narediti. In potem je težko v bistvu ne imeti agresivnega psa, če ima v zadnji agresivnega lastnika. V letih, kar Alenka Klemenčič šola pse, je bilo verjetno pri njej več kot 15.000 psov, ki so jih lastniki pripeljali v šolo prostovoljno. Tistih z odločbo le nekaj 10. Kar se tiče uradnih prevzgoj, ne vem, če govoriva o številki 60. Torej je uradno prevzgoje zelo, zelo malo in mene še vedno zanima, kje je številka psov, ki bi mogla biti v uradni prevzgoji, pa sem prepričana, da jih ni, ker podatek, da je več kot 1600 nevarnih psov, sem skoraj prepričana, glede na svoje izkušnje in dolgoletno delo z njimi, da bi mogel biti procent tistih, ki bi mogli biti na prevzgoji, popolnoma večji, kot pa je tisti, ki so naredili. Ne? Tako da mene še vedno zanima, kje ti psi so, ne? In kdo skrbi za njih in kdo jih kontrolira. Ti, ki pridejo v prostovoljno prevzgoj, teh je pa čedalje več. Zakaj je pa čedalje več, kar me čedalje bolj skrbi, je pa zaradi psov, kakršne imamo, ne? Ker predvsem je problem posvajanja psov, ki se jih pač ljudje odločijo posvojiti čustveno, niso pa mogoče sposobni skrbeti za njih. Velik problem je posvajanje psov, ki so bili zlorabljeni, ki imajo težave, potem so v bistvu te težave še hujše. Ne? Meni je namreč grozno, da ljudje pridejo k meni, da tega psa več ne morejo imeti, ker gre za družino, ker gre za vse in kaj ne naredi. Oni pričakujejo, da jaz lahko tega psa vzamem. Mislim, nisem zavetišče in tudi zavetišča niso zbiralnica agresivnih psov, ki jih niso lastniki bili sposobni prevzgojiti oziroma vzgojiti, da so prav taki prišli. In potem ja, se bo napisalo mnenje za tega, ker res so nevarni, ker imajo zadnji papirje, kako so bili pogriženi. Ne vem, meni se zgodi, da pridejo ljudje naslednji dan iz urgence. Naslednji dan sem pa brala po forumih, kako se oddaje super prijazen kuža zaradi novih razmer v družini, da ga ne morejo več. A res? Zato, ker vi niste tisti, ki boste prevzeli končno odgovornost, zato se govorimo o celotni zgodbi o odgovornosti. Mi boste pa napisali, da je prijazen kužak, ker vi nimate več časa za njega. Jaz jih vedno vprašam, pa boste vi preživela in vam bo vseeno, ko bo v Slovenskih novicah pisalo, da je en tak pa tak kužak pogrizel novega. Veste, kaj je bil najhujši odgovor? Pa ne bo več moj. Problem pri nas je tudi, da imamo ob množici različnih pasjih šol trenutno le 4 programe za šolanje nevarnih psov, ki jih je odobrila Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Le 3 izvajalci tega zares izvajajo. In vprašanje je, zakaj se zato pri vseh pasjih šolah, ki jih pri nas imamo, ne odloči še kdo. A zaradi prevzema odgovornosti? Je pa dejstvo nekaj, a ne? Tukaj je še vseeno neka regulativa, ker tukaj moraš dati podpis, da je pač opravljen preizkus, čemer nekako za svojim imenom jamčiš, da naj ne bi ta pes bil tako, kot je in je neka odgovornost. No? Vse pri vseh teh SP-jih in vse, kjer v dozadju ni podpisa, ni odgovornosti, rečeš pa lahko vse in nudiš lahko vse, pa se lahko skriješ. Pač najlažje je narediti nesposobnega lastnika. Ne?
Obravnava potencialno nevarnih pasem in psov je po evropskih državah urejena zelo različno. Nekatere so sprejele zakonodajo, ki določa specifične pasme kot nevarne, medtem ko druge poudarjajo odgovorno lastništvo in vedenjske ocene psov, ne glede na pasmo. Alenka Klemenčič je izpostavila, da so vedno večji problem lastniki, predvsem tisti, ki si ne priznajo, da ne znajo ravnati s psom. Večino težav bi lahko rešilo že osnovno izobraževanje v eni od številnih pasjih šol pod okriljem ali Kinološke zveze ali v zasebnih pasjih šolah, ki rastejo kot gobe po dežju in tako sledijo trendu rasti števila psov. Tudi takih, katere kompetence ali izkušnje inštruktorjev so vprašljive, pravi Jože Vidic. Ljudje, ki se imenujejo ali pa sami sebe imenujejo strokovnjaki za šolanje psov, da jih je kar malo veliko in da niso ravno vsi strokovnjaki, ne? Torej, jim kar precej manjka, da bi to res bili. No, jaz mislim, da tle brez Kinološke zveze Slovenije, brez strokovnih komisij, ki deluje v okviru Kinološke zveze Slovenije, nihče ne bi smel dobiti licence za šolanje psov. So pa seveda žal predpisi pa dovoljujejo, sej, to je podobno kot na nekaterih drugih področjih in potem pridno šola, zna si delati reklamo, a je res dober ali ni dober, to je zdaj vprašljivo. A država očitno meni drugače in ocenjuje, da je trenutno stanje dobro. Se kakšnih dodatnih rešitev za to področje v aktualni noveli zakona o zaščiti živali, ki je v postopku sprejemanja v državnem zboru, ni. Ta novela, ki je trenutno v državnem zboru, ne vključuje področja šolanja psov oziroma urejanja tega področja. Tudi kinolog Jože Vidic meni, da imamo pri nas zgledno urejeno zakonodajo na tem področju, da pa bi bilo vredno razmisliti o tem, da bi se morali bodoči lastniki psov izobraziti in podučiti o tem, kaj sploh pomeni imeti psa. No, meni je zelo blizu ideja, da bi moral vsak, ki si omisli psa, torej prvega psa, imeti določeno kinološko znanje, ki bi vsega tudi preverjalo. Recimo podobno imajo v Švici, pa še v nekaterih državah. Ne moš kar tako, recimo vsak, če si kupiš en stroj, gospodinjski stroj, moraš prebrati navodila, da ga boš znal uporabljati. Tako bi moral tudi imeti eno določeno strokovno znanje, po določenem času seveda, se pravi nek tečaj, ki bi ga moral obvezno opraviti tisti, ki je skrbnik psa, da lahko psa ima. Mi smo celo imeli pred leti skupino, kjer smo nekako določili, da če smo se opredelili na plečno višino, če je pes na 30 cm višina, potem naj bi ta njegov skrbnik opravil določeno preizkušnjo, torej bi moral pokazati določeno znanje, da si lahko umisli takšnega psa. To mi je zelo blizu, ker zdaj sam zakonodajo težko rešiš. Psov zelo verjetno bo vedno več, s tem pa seveda tudi vedno več različnih težav. Tle ne gre samo za ugrize. Jaz bom rekel, če imaš psa, ga v nobeni obliki ne smemo ogrožati ali pa zmanjševati kakovost življenja komorkoli. Recimo tako, da ko gremo od hiše, da bo pes lajal, recimo v nekem bloku. Psi lahko nadlegujejo ljudi na različne načine, ne samo z ugrizom. Tako da to je pač treba vzeti v zakup in zato je prav, da bi vsakdo, ki ima psa, imel tudi določeno znanje, pa da bi se tudi primerno uvedel. Najbolj tragični 4 primeri smrti ljudi zaradi napadov psov v Sloveniji v zadnjih 15 letih so se zgodili na dvorišču domov lastnikov psov, ne na javnih površinah. Res pa je, da se večina konfliktov zgodi prav tam. Zato imamo v Sloveniji zelo strogo, a vendarle nekoliko nedorečeno zakonodajo, kdaj imamo lahko pse spuščene brez povodca. Urška Kos. Zelo preprosto. Če se držite pravila, na javni površini je pes vedno na povodcu, ste na varni strani. Javna površina je zelo široka opredelitev, po drugi strani pa v zakonu o ravnanju živali piše, da lahko pa psa spustim, če pes ne ogroža ljudi. Psa lahko spustite na zato posebej določenih mestih, ki so ograjeni in označeni, se pravi v pasjih parkih. Ko ste v naravi, ste ali na kmetijskih površinah,
kjer morate upoštevati predpise z področja kmetijstva, ali pa ste v gozdu, kjer morate pa upoštevati druge predpise in tam je zelo smiselno imeti psa, če ni lovski pes, pa ni glih v času lova, zelo smiselno imeti psa na povodcu. Se pravi, stališče uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je, da morajo biti vsi psi v Sloveniji na povodcih. Zaenkrat je zakonodaja taka, da ja, odgovoren lastnik ima svojega psa na povodcu. Ampak prej ste mi razlagali, da v primeru, da je pes pod kontrolo, da je vzgojen, da ima odličen odpoklic, tako lahko poskrbimo za varnost vseh ostalih v naši okolici, na javnih površinah. Ja, se strinjam, da če je pes vzorno vzgojen, pride na odpoklic in mu zaupate, lahko presodite, ko ste nekje na nekem javnem mestu, kjer ni drugih ljudi, sami presodite, ali je potrebno, da je pes na povodcu ali ne. Se pravi, da vseeno obstaja možnost, da psa v Sloveniji tudi sprehodimo tako in da ga pač preprosto nimamo na povodcu. Jaz mislim, da sem že dosti jasno povedala, da pač po zakonu o zaščiti živali je pač pes na javnem mestu, mora biti na povodcu. Ker tudi po zelo konkretnih vprašanjih odgovori Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin niso tako zelo konkretni ali so vsaj dvoumni, sem za dodatno pojasnilo prosil tudi kinologa Jožeta Vidica. Javni prostor ali pa javno mesto, to je zelo relativen pojem, ki si ga lahko tolmačiš tako ali drugače. Če so ljudje, zdaj bomo na navednicah rekel, normalni, potem jaz mislim, da je v tem zakonu čisto dosti napisano o tem, kje imamo lahko psa prosto spuščenega, kje pa na povodcu. Ker recimo psa imamo lahko v Ljubljani, ne vem, enih 5 mest je, kjer so ograjenih mest, kjer imamo pse lahko spuščene. Ampak to je spet relativno, če ga res spustimo. Če bo recimo ta tam prosto spuščena 2 psa, ki se ne razumeta, čeprav je dovoljeno, da se spuščena, lahko pride do pretepa. Vse v zakon, najmanjše, to je seveda nemogoče, ker je toliko različnih okoliščin. Vsakdo, ki je majčkeno samokritičen do sebe, ve, v kakšnih okoliščinah, oziroma če v vseh okoliščinah obvlada psa. Se pravi, če bo naletel na psa, ki mu ni všeč, če bo naletel na divjad, ali na kak drug zunanji državljaj, pomembno je, da ga odpokliče tudi v kritičnih situacijah. Jaz pravim, da ko imaš psa na daljincu, se pravi, da te bo slišal v vsaki situaciji, potem ga lahko spustimo. Upoštevati pa je treba pač zakonodajo. Če gre za javni prostor, javno mesto, potem je določeno, pes mora biti na povodcu. To so pa tudi sprehajalne poti, ker se več psov giblje, ne vem, na Rožniku ali ne vem, na Golovcu. Tle pa seveda je nujno, da imamo psa na povodcu, ker je toliko zunanjih državljajev, da lahko slej ko prej pride do takšne drugačne nesreče. Za konec pa še o tem, kakšne so predpisane denarne kazni, če vaš pes na javnem mestu ni na povodcu. Zagrožena kazen po zakonu o zaščiti živali znaša od 200 do 400 evrov, če pa je pes označen kot nevaren, je ta kazen med 800 in 1200 evrov. V zakonu o divjadi in lovstvu je določilo, da psov ni dovoljeno brez nadzorstva spuščati v prosto naravo. Zagrožena kazen za nespoštovanje tega predpisa je globa med 420 in 1200 evri. Pravno podlago pa lahko določi tudi vsaka posamezna občina. V Mestni občini Ljubljana velja odlok, da je globa za neprivezanega psa 200 evrov. Vroči mikrofon.